Pozor! Pozdravljeni, ime mi je Miha. Tako so me krstili, tudi mama me kliče tako. A pravi prijatelji me kličijo Mihi. Pokliči me tudi ti, postaniva prijatelja. Daj. Jezus, cirej moj, jaz imam tremo. Spoštovani in cenjeni, živijo. Pravi cirej pred nekaj trenutki tako razpravljava o tem, da 19 let ustvarjava tole oddajo, da sva jih posnela približno 950, mogoče kakšna manj, da jih bo, če preživiva to 20. sezono, nekoč mogoče celo 1000. In cirej modro ugotovi. Treba se namreč zavedati, da je on človek, ki rad hodi v službo. In zato je rekel, meni je toplovod fajn, ker hiter mine. Tako zabavno je. In mu rečem, maestro Cirej, kaj če bi ti po 19 letih to globoko misel priobčil etru? In veste, kaj mi je rekel? Ne bom sodeloval v tvoji oddaji. Spoštovane in cenjeni, ne biti Cirej, pokličite 01475 2202. Zdaj pa malce bolj uradno, lepo pozdravljeni. Toplovod poslušate, nekoč pred 19 leti smo mu rekli oddaja o, za in proti demokraciji, še zdaj ne vem zakaj. Smo pa nazaj, razlog je preprost, 20. sezona je manjkala, 19 smo jih odbili svet, skoraj da rešili, še 50 tednov bomo dodali tem 950 približno, ki smo jih že izvedli, pa bo približno spet 1000 oddaj za nami. In če po 1000 epizodah svet še vedno ne bo rešen, sva s Cirejem sklenila, da naj ga rešuje kdo drug. Midva sva dala od sebe vse. Naj povem še, da sem na nek blago sprevržen način res vesel, da sem spet tukaj, da sem naše debate na nek način pogrešal. Tako v telefonu sem imel, kljub temu, da nisem vedel, a bomo to izvedli ali ne, še vedno tisti moj dokument, toplovod, kamor sem si upisoval teme, za katere se mi je zdelo, to bi bilo pa zanimivo predebatirati z našimi toplovodnicami in toplovodniki. Skratka, pogrešal sem to nepredvidljivost toplovoda oddaje, ki jo, to je pomembno, delamo skupaj. Se vem, včasih smo si šli na živce, včasih je bilo dolgcajt, tudi življenje ne naniza vsak dan samega sebe v svoji popolnosti, ampak mnogokrat, to pa moram priznati, sem pa šel domov cepljen s totalno zanimivimi pogledi in ugotovitvami, večkrat tudi zelo zamajanimi stališči, in zamajani smo najboljši. To je bistvo. To pa zato, ker se takrat, ko smo zamajani, lahko spreminjamo v nekaj novega, šele ko se zamaje staro. Dajmo si torej v prihodnih tednih in mesecih spet malce majati mnenja in stališča. Pravila so tradicionalno simpel, govorimo lahko vse, žalimo se nekako ne. Pustimo kulturo prezira na Facebooku, Twitterju, oziroma pred par dnevi sem izvedel, da je X. Danes lahko še na temu X-u oziroma Twitterju malce komentirate, kasneje se selimo na Discord. Bi bili že tam, če ne bi bil jaz tak talent za varnostno obveščevalno administracijo, da sem danes že 5krat ločil zajca od avtomobila in potrdil, da sem človek, pa mi še vedno ni uspel stvari spraviti v red. Skratka, v toplovodu se poskusimo poslušati in nekako sprejemati v naši različnosti, ker če ne bi bilo različnih mnenj, bi bilo dolgcajt in se ne bi imeli o čem pogovarjati. In verjetno bi bili še vedno v srednjem veku ali pa kameni dobi, kajti ključ evolucije človeka v nekaj bolj znosnega je najbrž ravno v tem, da smo sposobni spremeniti svoje ideje. Zato se je treba poslušati. Ajde, Miha, spet nakladaš. Skratka, manire dialoga so tradicionalno naš kriterij. Pa še to ne mi je zid Cireja. Ne mi je zid mojega Cireja. 01475 2202. A ja, bi bilo pošteno, da po 5 minutah in 4 sekundah povem, zakaj gre. Danes preverjamo eno tezo. To ni moja trditev, to je teza
o kateri razmišljam, odkar sem jo nekje slišal. Glasi pa se takole. Družba, poševnica država, je past, ki jo upravljajo slabi interesi. Preverjamo to tezo. Ne mi zdaj v hrbet skakati, da sem jaz to rekel, nisem jaz to rekel, avtorja mogoče izdam ob koncu oddaje, ni pa pomembno, skratka preverjamo to tezo z namenom, da pridemo kam drugam, ker si odgovorili na to vprašanje enoznačno verjetno ne bomo, je pa teza drzna. Družba je past, ki jo upravljajo slabi interesi, oziroma država je past, ki jo upravljajo slabi interesi. Če se strinjate, mi povejte, zakaj ste tako blazno črnogledi. Če se ne strinjate, mi povejte, kaj jeste, da ste tako optimistični. Res me zanima, kaj si mislimo o tem. Ok, Cire mi kaže, da so že 3 na liniji, jaz imam pa še cel kup stvari za povedati. Ker je dolg časa minil in mi pravzaprav po 6 minutah in 15 sekundah sede biti spet na radiju, bom še mal težil. Takole je. Kaj je avtor verjetno mislil stavkom, bom povedal, kaj jaz mislim. Ne s tem, da je država past, ki jo upravljajo slabi interesi. Ne, skratka, družba, njene vrednote, naš življenjski slog, naše življenje, skratka, je nekaj, česar v resnici ne izberemo. Oziroma, nismo izbrali. Vse to smo na nek način vrženi, ujeti, v to smo narojeni, v to smo vzgojeni s pomočjo šole, ki vzgaja ubogljive delavce, s pomočjo staršev, ki itak drugega ne poznajo, ker so sami ubogljivi delavci in tudi mi smo starši in smo ubogljivi delavci in bomo v to vzgojili in narodili naše otroke. Vzgaja nas tudi propaganda, marketing, popularna kultura, ki nam jasno vceplja norme, vrednote, želje in pa predvsem strah pred tem, da bi vse to izgubili. Ne? Cire ima BMW-ja in se boji. Jaz pa Husqvarno in se še bolj bojim. To je to. Drzna teza, skratka predrzna in potem lahko temu jasno nasprotuješ, nekaka traparija, saj živimo v demokraciji, ki nam omogoča, da si izbiramo optimalna pravila in vrednote, ki ukvirjajo družbo, imamo točno to, kar si želimo imeti, ker si točno to sami izberemo in temu dajemo legitimnost in na koncu tudi legalnost in nimamo o tem kaj razpravljati. Ampak potem bo spet nekdo rekel, da je demokracija zgolj bolj kompleksna in nobel in v nek šik in v neke manire zapakirana totalitarnost, kjer skozi naš glas, oblast in represijo in družbeno moč delegiramo neke peščici, ki jo kao izberemo, ne, ta peščica pa itak igra po navodilih tistih, ki posedujejo tisto ta pravo moč, to so, kaj pa vem, finančniki, ki rolajo svet, lastniki vojaške industrije, korporacije, ki v kvartalih zaslužijo nekajkrat več od BDP-ja evropskih držav. Spet nakladaš, bo rekel nekdo nekomu, ki bo tako rekel, vse je v redu, pretiravaš, poslušaj jih, kako lepo govorijo o kulturi dialoga, o zeleni politiki, o delovnih mestih, o zdravi hrani, o javnem zdravstvu, o boljšem šolstvu, o kvalitetnejšem življenju, o daljšem življenju, ampak ne, spet nekdo na drugi strani bo rekel, kaj pa mislite, da počnejo tamle v Bruslu, ki je največje okupirano ozemlje v svobodni Evropi, ne. To sem slišal nekoč od nekoga, okupirano strani lobistov, a mislite, da zakonodajalce tam pritiskajo, da bi imeli vaši otroci boljšo vodo, boljše zdravstvo, boljšo izobrazbo, manj sprane glave? Ne, oni so plačani, da vplivajo na kvartale tistih, ki jih najemajo, da se sprejme zakon, ki bo na trgu verjetno privilegiral njihov produkt, tudi vojno spohajo, da prodajo staro zalogo tankov, pa krizo, da čez par let poženejo nepremičninske investicije, pa rečejo, da je tam napisati, da tisti markerji v tem pa tem območju za raka dejansko pomenijo večje tveganje, pa bomo prodali, ne, več tega pa tega zdravila. To je biznis teh, ne. Njih ne zanima, da bi vaši otroci jedli bolj zdravo ali pa da bi imeli manj sprano glavo. Ok, zdaj sem se za začetek sam s seboj skregal, tako kot se spodob, zdaj se dajmo pa še mi. 01475 2202, maestro, sva? Kolik? Linije polne. Čigav glas bo prvi? Dober večer. Dober večer, Miha, Ksenja po telefonu iz Maribora. Ja, Ksenja iz Maribora, prav lepo pozdravljeni. Veš kaj, tole uvod si res zaslužil, glede na to, da smo te hudo pogrešali toliko časa, ne? Ja. Ti čisto pripravljajo taki dolgi uvod. A ja, želite reči, da uvod ni bil v redu, ampak ga tolerirate, ker me toliko časa ni bilo? Ne, čisto v redu uvod je bil.
čisto v redu vod je Se bil. teži, ampak sem ga pogrešala. Vse vas razumem, Ja, Ksenija. zelo. Ksenija, Niti ne teži, toliko Miha, ampak mi je všeč, sem ga pogrešala. hvala, Ksenija. Ksenija, ne, zdaj nekdo pride do vas in reče, država ali pa družba je past, ki jo upravljajo slabi interesi. Kaj mu rečete na to? Veš kaj, glede interesov, slabi ali dobri interesi vsekakor so. Ja. Mislim, ne bom preveč upikovala, ali so dobri ali slabi, bom ostala kot pričem, da interesi so. Ok, ampak a ta teza drži ali ne drži? Ne? Kako bi si skočili v lase s tistim, ki to pravi, ali bi... Ne, skočila ravno ne, verjetno bi razmišljala, da je ta človek malo negativno nastrojen, pa to, da zato tako razmišlja. Ja. Ne, skočila ne bi glase. Ja, ok, ampak zakaj bi nekdo sploh razmišljal na tako črnogled način? Ne? Ja, ker je pač se mu dogaja, gledaš skozi taka očala in vidi. Če ti razmišljaš negativno, boš videl negativno, ne? Skratka, ne vidi vseh teh, bom rekel, plemenitih naporov, nazorov in stremen mnogih ljudi, ki oblikujejo našo družbo, to želite reči? Recimo, ja. Ne opaz tistega madžarskega poslanca, kako pleza po tistem žlebu s tistim nahrbtnikom, z enim samim ekstazijem noter in razmišlja o zeleni reformi in o tem, kako je treba uvesti električne avtomobile do leta 35. Ja, samo tudi ta, recimo, zelena reforma, električna avtomobili, pa potegne za sabo drugo past, ne? Itak, nisem želel o tem govoriti, ne? Skratka, vem. Skratka, pravite, da je tak človek črnogled človek. Ja, ker tendenca je tak, ne, da ljudje vedno več je takšnih, ki gledajo črnogledo, ne. Ja. Ne vidijo nekaj dobri. Če vas prav razumem, ste optimistični in na nek način podpirate trditev, da družba ni past, ki jo upravljajo slabi interesi, ampak da jo lahko upravljajo tudi dobri interesi. Tudi. Jaz bi enačila državo kot eno podjetje. Če je podjetje družinsko podjetje, ki se trudi za dobro, ne samo družine, ampak tudi podjetje, da bo podjetje raslo, da bo zaposleni zadovoljni, da bo produktivnost večja, lahko preslikamo to tudi na državo. Ne? Ok, Ksenija, hvala za optimističen uvod. Enako. Me veseli, da ste bili prvi. Hvala lepa. Živjo. To je privilegij po tolikem času. Ja, je privilegij, ne, tole gre v anale. 014752202 v digitalne arhive, cirej. A veš, ona pa želi sodelovati v moji oddaji, z razliko od tebe. 014752202 toplovod. Prvi v torej 20. sezoni razpravljamo pa o eni zelo taki črnogledi tezi, ki pravi, družba je past, ki jo upravljajo slabi interesi. Všeč mi je ta apokaliptična odrezava, kratka misel z eno samo vejco. Dober večer. Dober večer, Mihi, Tomaš pri telefonu. Tomaš, ja. Ne moram dati počala dol, ker bom zajokal. Jaz sem jokal, ko si ti ukinil toplovata redko, da... Nisi. Mi do se tikava, Tomaš, ne? Ja, to so bile dolge borbe glede tega. Dolge borbe, ampak z leti ti je uspelo. Z ustrajanjem je uspelo, ja. Tomaš. Moram reči, ja, to bi rekel, da moram reči, da tudi jaz malo danes spremljal, čeprav sem izkušeni klicatelj na tvojo oddajo. Res je. Če me ne boš ti nič vprašal... Ne, seveda bom vprašal. Ne, Tomaš, tako pride nekdo do tebe in začne težiti z idejo, da je družba in država oziroma tole, kar se gremo, ena navadna past, ki jo upravljajo slabi interesi. Ja, tako bom rekel, ne. Nekaj bi rekel, da interesi so, zdaj pa... jaz bi rekel predvsem, da so interesi oportunistični, ne.
V nekaterih primerih bi pač lahko vodili v nekaj dobrega in bi se ljudem zdelo, da je, ne vem, recimo nek zakon sprejet in je super in je pravičen, ampak za tem pač stojijo neki interesi. Ne. Sem pač prebral v eni knjigi, Hararijev, si tudi ne rekel, da si to bral, neko tako zanimivo stvar, ne, kjer je razlagal, kako se razpolaga denar za različne raziskave. Ne. In potem je, recimo, kot bi bil nek raziskovalec, je hotel recimo raziskovati, kako torej, kaj sem zdaj hotel povedati, res me da je treba. Torej, hotel raziskovati psihično zdravje krav. Ne? In pač načeloma se ne bi dajal denarja za te raziskave, koga briga, torej, kakšno je psihično zdravje krav. Ne? Ampak, če bi pa kapitalisti pogruntali, da v bistvu psihično zdravje krav vpliva na kakovost mleka, ti pa potem dobil denar za raziskave. Torej, želiš, Tomaž, a smem uskočiti? Ja, ker tole je bil odličen predložek. Skratka, če bi centri moči, ne, tisti, ki pravzaprav zaslužijo od tega, da je situacija takšna, kakršna je, pogruntali, da bi naše blagostanje pomenilo, ali pa naše dobro počutje pomenilo njihov profit, bi se mi začeli, bi bila družba posledično lahko upravljena na način, da bi dosegli neko obliko blagostanja. Ja, sej, pač zato tudi imamo demokracijo, ne? Pač demokracija ni bila sprejeta zato pač, ker smo se to mi kao izborili, ne? Ampak demokracija je bila sprejeta zato, ker so pač ugotovili vodilni, ne? Da pač imajo tako več profita, če imajo ljudje več svobode. Ne? Ampak to je pa, Tomaž, ta misel je tako naivno utopična, da je pravzaprav že distopična. To je najbolj mračna misel, ki nas je obšla nocoj. Ja, ne vem, pa a si predstavljaš? Ne? Korporacijo, ki bi si želela srečne ljudi, ne? To je pravzaprav bistroumni nesmisel, če vemo, kako funkcionira marketing. Osnova in bistvo vsakega marketinga je, da mi nismo ok. Ne? Vsako marketinško sporočilo ti na nekem podnivoju sporoči, da nisi v redu, če pa boš vstopil v to in to transakcijo in si pridobil to in to blago ali pa to in to storitev, boš pa šele ok. Ne? To je osnovna, to je temelj ekonomije. Ja, to se strinjam, ja, ampak hotel sem samo povedati, ne, na kar sem že prej povedal, ne, da v bistvu smo mi dobili pravice za to pač, ker so kapitalisti ugotovili, da bojo s tem več služili. Se tudi v bistvu, pač pa se to omenil marketing, ki pa ponujajo vse izdelke lahko kupujejo načeloma samo ljudje, ki so pač do neke stopne svobodni. Ne. Če imaš ti sužnje, noben sužnje ne bo kupoval stvari. Ne. Skratka, pravice nimajo neke moralno-etične podstati, ampak je to zgolj posledica neke kalkulacije, da tako lahko dosežemo boljše četrtletne rezultate. Ja, jaz mislim, da pač, kakor se sicer važno, ne, danes več v Italiji, Jugoslavija, tam je bila diktatura, pa to ne, pa zdaj ti kapitalisti več razumemo pa svobodo, lejte, kaj vse lahko kupite. Ja, sej, zato pač so nam dali svobodo, da lahko več kupujemo, da lahko pač veš, kaj ti hočem povedati. Ne. Tako da gre samo na koncu za to, kako vodilni ugotovijo, kako še več, ne, in pač ko mi svobodo, bojo oni lahko še več. Ne? Ko bo ugotovili ravno obratno, bo pač nam spet vzeli pravice, ker pač oni to ugotavljajo. Ne? In zdaj jaz mislim, da bolj kot se ljudje angažirajo, bolj kot bojo se izobrazili, lažje se bojo uprali. Ne? In sami ljudje bi lahko diktirali in pritiskali na vladajoče, da bi vladajoča struktura se spremenila. Tomaž, zdaj moram pa jaz igrati hudičevega odvetnika. Zdaj bom zvenel verjetno kot Borut Pahor, ampak rekel bom, ravno včeraj sem govoril z njim, ampak rekel bom, kakšne neumnosti pa kvasite. Ne? Se imamo vendar demokracijo, se imamo vendar neko možnost, da različne razvojne koncepte, po katerih bomo oblikovali našo družbeno klimo, naše odnose v njej izberemo sami. Ne? Ja. Se smo mi tisti, ki nadzorujemo korporacije in ne one nas. Kaj pa vendar govorite? Se imamo demokratična orodja, se imamo nadzorne institucije, se imamo sodišča, imamo zakone, imamo pravila. Ja, pač sej veš, Mihi, ne, da pač to ni dovolj, ne. Okay, ne, imam upanje, ko gledam razvite države, ne, recimo severne pa to, ne.
Tako da imam upanje, pa tudi pred kratkim sem bil na Dunaju in imam nekako, ko vidim to mesto, ko vidim, kako je urejeno, ko vidim, da v bistvu dejansko deluje mesto v korist prebivalcev, imam neko upanje, ne, da bo tudi pri nas v Sloveniji mogoče drugače. To me pa zanima, zakaj se vam zdi pa, da Dunaj lepše deluje v korist prebivalcev kot Ljubljana, recimo, dajva reči. Najprej bi se pohecal, da boš lahko spet rekel, da sem levičar. Bilo je veliko plakatov, kjer je po nemško pisal, ali si komunist, če si, se angažira in se pridruži. Zdaj tako malo zahec, ampak tako, samo mesto je res tako urejeno, res je tako, prav tako se čutiš, da je narejeno zate, da ti je lažje, ne? Ne vem, recimo, če imaš psa, imaš ogromno območij samo za psa, to je pač res banalen primer, ne? Ampak tako, res, jaz sem tako začutil, ne vem, pa tako res je, meni se zdi, da je Dunaj res tako lepo mesto, ki ti res da občutek, da je narejeno za prebivalce, ne? Okay. Ne vem, kako ti to konkretno može tresti, jaz se verjetno si že bil, ne, ampak preprosto sem dobil tako občutek. Skratka, komunist Tomaž si želi nazaj na Dunaj. Lej, tako rekla, ne, za mojo prihodnost, ne veva, kakšna bo politična ureditev, je mogoče boš, da me ne kličeš komunista. Ma ne hecam se, ne, tako kot bi hlapec Jernej rekel, ne jebeš pravico. Mislim, se opravičujem, sem zaklev eter. Ja. To se ne bo več ponovilo. Skratka, tako ne, oziroma kot bi nek komunist rekel, klinc pa internacionala, Dunaj je še vedno Dunaj. Ja. Živela Habsburška monarhija. Tomaž, živijo. Ajde, čau. Čau. 01475 2202, evo toplovod, prvi v 20. sezoni. Po zelo površnem štetju 951. oddaja v novejši zgodovini. Preverjamo pa tole tezo. Nisem jaz njen avtor, se z njo deloma strinjam, deloma tudi ne. Gre pa takole, družba je past, ki jo upravljajo slabi interesi. Dober večer, kdo je z nami? Dober večer. Živijo. Halo, a sem noter? Noter ste. Dan pri telefonu. Dan, živijo. Torej, na začetku naj takoj povem, da trema je kar velika, ker tole poslušati vas ali pa govoriti z vami je bistvena razlika, sicer pa smo se načakali, da ste se vrnil. Ja. Halo? Upam, da boste po parih oddajah ugotovili, da se je splačalo. Kaj naj rečem zdaj v 22 minuti, ne? Torej, v bistvu tema politika današnja mogoče ni ta moj cup of tea, ali kako se reče. Pa se ne govorijo o politiki. Bi pa rekel, da dan, ko je na sporedu vaša, torej tudi naša legendarna oddaja, ne more biti slab dan. Ne? Hvala, Dan. Hvala. Dan, a lahko na hitrico pogledava še tole tezo? No pa dejva. Družba je past, ki jo upravljajo slabi interesi. Mračna teza. Mračna izjava. Ja, bi se dalo govoriti, ampak morda pa tudi ne. Tema je široka, morda jaz nisem pravi naslov za tovrstne odgovore. Sej, nihče od nas ni, bom rekel, ustrezno kvalificiran, da bi se lahko kredibilno opredeljeval do tega, ne, po mnenju mnogih, ne, sploh če ti drža ne paše, ne. Ampak kaj bi rekli na to, da je družba past, nekdo pride pa reče, nobene svobode ni, tale družba je v bistvu čist navadna past, v katero pademo, ko smo rojeni in nimamo kaj balinati, ker to itak brez naše moči upravljajo neki slabi interesi. Ja, morda bi se dalo v enem stavku vse skup povedati. Ne. Recimo, rodimo se na ta planet, na to žogico vrtečo in pol malo nam operejo mozak doma, pa pol malo v vrtcu, pa pol mečken v šoli, pa pol, ker nehamo v šolo hoditi, kako odrastemo, imamo že precej opran mozak, ne?
pa pol nekaj časa rabimo, da se tega zavemo. Pa recimo, če nam rata vsaj približno ugotovi, da imamo že predvsem uprane možgane, pol mečken lažje živimo, ne? Ja. A se vam zdi, da lažje živimo? Ja, ta svoboda je ali ni, o tem bi se dalo govoriti. Kakor si jo sam pričaraš, toliko jo imaš, ne? To bi znal držati, ja. To je kar zvita misel dan. Dan. Ja, tukaj. Kako že dan, ko je na sporedu toplovod, ne more biti slab dan. Tako. Hvala lepa, Dan. Lep večer. Lep pozdrav. Živijo. Evo, to je bil dan, ko je znova spočeta 20. sezona toplovoda. Skratka, družba je past, ki jo upravljajo slabi interesi. To tezo tehtamo nocoj, nič 1475-2202 je številka, na Twitterju lahko komentirate tole. Dokler se ne preselimo na Discord z našim digitalnim veleumom Tomičem, obljubljava, da bo to nared do prihodnje etape. Dober večer, s kom občujemo. Dobro večer. Živijo. Mitja pri telefonu. Mitja, živijo. Evo, jaz sem prvič na radiju, prvič kličem vašo oddajo. Wow. Zdaj, slišal sem že velikrat, ne bom vas pa zdaj hvalil, ker so vas že malo preveč hvalili, da že krila tako zrastejo. Ne, to je brez veze. Da, ne vem, boste domov mogli iti po zraku, ne z avtom. Mitja. Drugače pa ja, tole, kar se vi pogovarjate, ne, prej ste dali eno vprašanje, oziroma ženski vprašanje, če bi skočila v lase, če bi nekdo to rekel, ne. Jaz bi mu rekel, da ne pove kaj novega, ne. To je pač nekaj, kar je pač, mislim, da res, ne. Sam zdaj lahko sam padeš v depresijo, če o tem preveč razmišljaš. Ne, zakaj ne? Morda je pa taka ugotovitev pomembna, ne? Ker iz te ugotovitve lahko črpamo neke strategije, kako pa ven z tega, se ne nazadnje mogoče orodja celo imamo. Zdaj, greva se najprej vprašati, zakaj vi razmišljate, da je to res, da je družba past, ki jo upravljajo slabi interesi. Dajte malo pojasniti, zakaj se s tem strinjate. Veš kaj mislim? Jaz mislim, da ljudje smo bili vedno vodeni na nek način s strani nekoga, ki je pač bil z nekimi prioritetami rojen, pa je bil položen na nek položaj, ne? In zdaj pač od začetka je bil to, ne vem, nek vodja plemena, potem je bil kralj, zdaj imamo pač nek višji raven vodenja, ne? Ampak zdaj smo se ljudje že, po moje, toliko razvili, da ta način vodenja več ne špila, ker nas dela nesrečne, ker preveč vemo, kaj se dogaja, nekako že pač preveč že, po moje, znamo razmišljati, ne? Ker smo se toliko razvili in potrebujemo nek višji, nek nov način vodenja, ki bo spet skrit pred nami in bomo spet veselo sledili, čeprav ne bomo vedeli, da sledimo. In bo spet družba tekla naprej, ker pač če ne bi bilo nobenega vodje, nobenega vpliva od nikjer, ne vem, kako bi sploh obstajali. No? Pač. Kratka, prišla bo bolj kompleksna in bolj zamotana oblika vodenja žejnih čez vodo, ali kako? Ja, ampak ni to mračna drža. Zdaj vi trdite v resnici, da je človek bitje, da je homo sapiens. Ne smeš toliko razmišljati o tem, pa je čisto redi. Ja, ne smeš razmišljati, pa je okej, ja, s tem se strinjam. Ampak ne, zanima me, ker zdaj v nadaljevanju lahko razmišljava iz tega vašega ekspozeja, lahko izpeljeva tudi to, da razmišljate na način, da je homo sapiens pač bitje, ki, kadar nastopa kolektivno, mora predati vzvode oblasti v roke nekomu, neki peščici. Mi smo tako bitje, ki je vedno, vsak posameznik je želen neke moči, nekega nadzora, se pravi, da ima moč vpliva in tako naprej, ne?
in nekaterim posameznikom uspe splezati toliko visoko, nekaterim uspe splezati toliko visoko, da imajo vpliv na ženo po otrocih, nekaterim uspe splezati toliko visoko, da imajo vpliv nad svojo vasjo, da jih malo bolj spoštujejo ljudje, nekateri pač bi rekel občino, državo, nekateri splezajo više, glede na to, kakšne imaš vodstvo. Razumem, Mitja, ampak midva zdaj že ves čas govoriva, zanimivo je, da govoriva o tem plezanju. Zanimivo je, da govoriva o tej zmagi, o tem dojemanju sočloveka kot konkurenta, ki ga je treba preplezati na poti do vrh, ker je samo tam, ker si glavni. Ker se pri vrhu dobi več, kot se dobi drugod. Ampak a je mogoče, da na ta način razmišljava samo zato, ker je igra, ki se jo igramo, v resnici Monopoly? Kaj pa, če bi se igrali drugo igro? Ne vem, če je v osnovi človek tak. Veš, se tudi vidiš, da kdorkoli pride na neko vodstveno pozicijo ali pa da ima neko večjo moč. Ja, ampak spet govoriva znotraj te igre, ne? Te igre, ki v resnici to nagrajuje. V resnici igre, ki preko popularne kulture, preko religije, preko vsega v resnici prenaša ta etos do nas in nam v bistvu distribuira takšne vrednote, ne? Po katerih se nam zdi to smiselno početje in se dejansko mi v tem zrcalu vidimo na tak način. A bi bilo... Kako bi sploh spremenili način igre, to mi je nepredstavljivo. Ne? Kako bi lahko ustvarili drugačno igro? Mogoče, če bi cel finančni sistem ukinili. Ne vem. Mogoče z kriptom. Ne? Mogoče bo že to malo spremenilo igro, ker mogoče neke take poteze vpliva na nekoga z pomočjo financiranja bodo javno vidne in se bo to nekako lahko brzdalo, ne? Če veš, kaj mislim. Ne vem. Še jaz težko bi rekel izrazim, kaj mislim. Ampak prej smo govorili, da na vrhu pač večje korporacije nekako lobirajo, v katero smer se bo zadeva premikala. Ne? In to pač lobiranje se dogaja verjetno tudi z nekimi transakcijami, ki so lahko zdaj prikrite. Ampak ni to čudno, da mi mi govorimo o neki transparentnosti. Živimo v trenutku, ko švigajo sem ter tja po celem planetu terabajti nekih relativno neuporabnih informacij, ampak mi pa ves čas špekuliramo, kdo so ti centri moči, kaj se dogaja. Ali pa če se preselva, da ne bo zdaj v nekih globalnih, pa ne vem, v ložah. To temo, ko si zdaj odprl. Samo trenutek, pa o teorijah zarote govorila. Ne? Greva na lokalen nivo. Ne? Mi v Sloveniji se je zamenjali ne vem koliko vlad v zadnjem času. To sem ravno včeraj govoril. Ampak mi še vedno ne vemo, kdo je ta klinac, ki z dnevne sobe prodaja 2-krat dražje kolčne proteze zdravstvenemu sistemu. Ne? In potem govorimo o transparentnosti. Se mi pravzaprav ne vemo. Mi ne poznamo interesov, ki upravljajo našo družbo. Veš, naprimer, jaz delam z nekaterimi podjetji, pač bi rekel, delamo na optimizaciji procesov, pa bi rekel transparentnosti procesov. In je zelo zanimivo, ker prideš po podjetje in ugotoviš, da nekateri ljudje ne želijo transparentnosti, imajo radi džunglo, zaradi tega, da se lahko kakšne stvari skrijejo, da se lahko nekdo malo, bi rekel, šlepa mogoče na nek način. Ampak to je modus operandi v nekem mikrookolju, ki se ga pa da verjetno prenesti v mnogo večja okolja. Na nivoju države je po moje ista zadeva. Ne? Ja. Vse veš, transparentnost ni dobra tudi v zdravstvenem sistemu, v javni upravi tudi ni dobro, da bi za vsakega človeka vedeli, koliko naredi, koliko časa rabi, da neko nalogo konča. Ne? Ampak vse je na voljo in to je zelo enostavno implementirati. Ne? Tudi če rečeva nivo države, se mi zdi, da ciljeva prenisko, ne? Ja, seveda ciljeva prenisko, ja. Se veš tudi, naprimer, ko smo imeli vlado gospoda Janeza Janše, ne, ko je pač uvedel razne ukrepe, ne, ki pač niso bili po godu večino ljudi, ne. To je bilo pač
to je on tudi imel neke, bi rekel, navodila, kako more ravnati, kakšna pravila mora uveljaviti v državi. Ne. So pač neke različice teh pravil, ne. Ampak ni važno, kera vlada bi bila, takrat bi nosili maske, verjetno bi tudi občine se zapirale, ne glede na to, katera vlada bi bila, ker pač so bila taka razno navodila iz strani Evrope. Ne. Ja. Evropa je pač dobila spet, Evropa ima pač še drugo ozadje, ne, da ona, po mojem, na nivoju Evrope se tudi ve, zakaj je ta virus prišel, ne, in tam je že sodelovanje pol tudi z Ameriko in farmacevtskimi družbami. Tisti vpliv ni bil na nivoju države, po mojem. No. Se pravi, farmacevtske... Verjetno ne, ampak zdaj karkoli bova rekla, ne, naj jo bodo odrinili na obrobje med teoretike zarote. Se pa strinjam, da je bilo obdobje COVID-a ena globalno blazno mračno pa blazno poučno obdobje. Ne. Nažalost je sledila takoj po koncu COVID-a nova globalna senzacija in nov fokus, ki ima verjetno precej podobno počelo, ampak ja, in zdaj je že spet nov fokus pred 5 dnevi, oziroma ne vem, koliko je bilo zdaj, 4 dni, imamo že spet na drugem delu sveta že nov, bi rekel, incident, ne. Mitja. Zdaj počasi se kar prehitro odpirajo te nove stvari, ne. Mitja, vi ste navaden teoretik zarote. To, kar govorite, so čiste treparije. Odprite si kakšen novičarski portal, prelistajte agencijske novice in zlahka boste prišli do resnice. Najlepša hvala, pa lep večer. Hvala, ajde, čau. Živjo. 01-475-2202. Dober večer. Dober večer. Živjo, s kom govorim? Zdravo, samo trenutek v glasnem radiju. Bravo. Da ne bo odmeval. Sire, evo, kakšno umikano, čudovito publiko imamo na coj. Robert, živjo. Živjo. Robert, pa tudi meni gre malček na živce, kakšni ne ugasnejo, pa potem so tisti ehoti, torej odmevi, ne, in da veš, kaj slišiš, kaj govorijo in ne. Zdravo, Miha. Evo, živjo, Robert. Kar po dolgem času, oziroma ne vem koliko, leto, recimo, ne. Ja, še malo več kot leto. Dajva ponoviti, če se je kdo prepozno priklopil toplovod, zdaj 20. sezona, ukvarjamo se pa s tezo zelo mračno, ki pravi, družba je past, ki jo upravljajo slabi interesi. Kako službe? Družba ali pa država ali pa tole, kar se gremo, je past, ki jo upravljajo slabi interesi. Je nekdo rekel? Ja, jaz sem se tudi malo pozno vključil in nisem bil od začetka, torej teme nisem tudi slišal, današnje. Nič hudega. Nekdo je rekel, družba je past, ki jo upravljajo slabi interesi, ali pa države so pasti, ki jih upravljajo slabi interesi. Ja, seveda, ne. Ker te hočejo kontrolirati, ne. Na kak način? Karkoli, tudi s ceno benzina. Naprimer, kar direktno povem, naprimer, ti si šel z RTV-ja, ne? Nekam drugam, v eno firmo. Ja. Tako se je pisalo. Pa si prišel nazaj. Mogoče si padel v past tam in ko so bili dobri pogoji, oziroma so se pogoji spremenili, si se vrnil. V redu, vsej. Zakaj bi zapirali vrata za sabo, ne? Jaz to vedno pravim, ker se nikoli ne ve, kdo kaj potrebuje, ali človek osebno, ali pa bivši delodajalec. Pač trg deluje, ne? Ja. Nekoliko me moti, ne bom rekel moti, ampak mislim, Miha, da bi ti mogel malo spremeniti način oddaje. Robert. Povej. A veste, česa pa jaz v toplovodu ne bom poslušal? Povej mi, da ti nekdo ukazuje.
Ne, tega kaj bi ti mogel. Tukaj zdaj razpravljamo o tezi, ki se imenuje družba je past, ki jo upravljajo slabi interesi. Mi da se lahko dobiva na kavici, pa se pogovoriva o moji zlati žili, o tem, a imam zdaj SP popoldanski, a sem davčni zavezanc, a nisem davčni zavezanc. Kdo je, bom rekel tale, kako se reče, tihi partner v mojem zasebnem podjetju, s katerimi pravnimi osebami jaz še sodelujem v svojem prostem času, kakšna je zdaj periodika mojega povratka na RTV. Meni se zdi, da tukaj... Ne, niste prišli na osebno linijo, ampak očitno pač terja to eno pojasnilo. Ja, kot honorarni sodelavec bom enkrat tedensko med meseci, torej septembrom in aprilom upravljal oddajo Toplovod in objavljal bom podcast Nihilizem 2-krat mesečno na spletni strani Vala 202. A torej boš vsaka 2 tedna imel Toplovod? Ne, Toplovod bom imel vsak teden. Vsak teden, pardon. A vas še zanima, kakšen je honorar za Toplovod? Ne, to so pogodbe, to niso javne zadeve. A vas zanima, katero prispevno stopnjo si kot SP plačujem? Ne, tudi to ne. A vas zanima, kakšne sem imel bilance še na DOO-ju? A vas zanima, koliko sem turistične takse letos plačal? Niti za svojo turistično takso. A vas zanima, a veste, da sem zadnjič opazil nekaj, kar... A poznate ta humani papilom virus? Zgolj po kratici in imenu in kaj to ne bi bil. Ja. Je pa to vse malo megleno povedano in obrazloženo. Na korenu spolnega uda sem opazil nekaj podobnega. Metuljčke. Robert, vi me kar vprašate, zdaj sem v elementu, zdaj vam vse povem. Ne, ni treba. Ne, to bova ob kavici ali pa... Bova ob kavici, z veseljem. Tako. Ok, pol sva zmenjena. Ja, seveda, gospa. Najlepša hvala. Torej, ja. Kako pač si rekel, družba vpliva... Ja, ne, nekdo je rekel, to nisem bil jaz, nekdo je postavil tole drzno trditev in jaz sem rekel, dajmo se na Toplovodu pogovoriti o njej. In sicer se glasi, družba je past, ki jo upravljajo slabi interesi. Ja, tako je. Naprimer, družba je past, torej vsi mi smo v pasti, ki jo upravljajo slabi interesi. Ja, slabi interesi, ja. A se vi s tem strinjate ali se ne strinjate? Vsekakor, ne. Zelo malo pa ljudi to sploh vidi, ne, mogoče 10%. Ampak dajte mi potem malo pojasniti, ne, zakaj se strinjate s tem, kje vi to opazite? Jih, naprimer, danes sem poslušal popoldne, pač Val 202 ima možganov, če nima kakšnega YouTubea, ne. Karmen dvojni v Švegel, ne, kar naenkrat je iz Bližnjega vzhoda začela poročati. Ja. Drugače so pa preselili v Azijo, ne, pred, pol leta na okroglo. In ona je bila kar naenkrat tam na licu mesta, čeprav je preteklo od prejšnje sobote, ko se je užgalo tam, ne, mislim, mogoče še v Aziji. Ja, drugače je ona kar specialistka za Bližnji vzhod, lahko pa veste, kaj je Robert predlagan? Jaz imam njeno številko, ker je moja kolegica, pa vam jo bo Cirej zaupal, pa pokličite Karmen Švegel, pa ji povejte, Karmen, veste, kaj mene moti, se znate. Ne, se to se mi zdelo čudno, ne, kar hočem reči. Ja. Ne bom lih točno to temo mogoče, ampak malček okoli, ker stvari niso tako črno-bele, vedno se pove malo levo-desno tudi. Ja. Ampak ona je kar začela govoriti kar naenkrat in tudi se mi zdi poročila na radio, ne, na Radio Slovenija, kar naenkrat proti Palestini, ne, in Hamasu, ne. Sploh nisem njihov pristaš, to sem posebno neutralna na tistem delu, ker pač Anglezi, torej Združeno kraljestvo, je pač zajebalo tako po drugi svetovni, vse vojni, vse skupaj tam, ne? Ja, sej verjetno narava zdaj cele zgodovine skozi, se strinjam, ste zelo zanimivo začeli ta prispevek in prepričan sem, da cela bližnjevzhodna zgodba je v resnici zgodba slabih interesov, od kjerkoli jo pogledaš, ne? Ja, nažalost, ja. Kar naenkrat, naprimer, so, Palestinci postali slaba stranka v postopku, ne. Pred
prej, ne vem, rekel 2-3 leta nazaj, pa so bili omiljeni, ne. Kako se to zelo spremenja in to me zelo motijo, taki prispevki. Zelo, mislim, da tudi vse ostale prispevke zelo dobro razumem, ker pač imam dovolj let, da sem živel in slišal v marsikaterih obdobjih najrazličnejše. Robert, če vas prav razumem, ne, ste skozi leta opazovanja medijev ugotovili, da vam v različnih obdobjih pripovedujejo različne zgodbe o istih stvareh. Ja, recimo tako. Robert, to je zelo zanimivo opažanje, ki ga lahko predložite kot en tak dokaz, da bi ta teza utegnila držati. Robert, najlepša hvala. V redu, pa prihodnič ob kavici mogoče kaj več. Ob kavici vam pa čisto vse povem. Se mi zdi, da sem šel že v etru malo predaleč, ampak ob kavici pa z veseljem. Niti še dotaknil se nisem teme. V redu. Je prav, da sva si pojasnila stvari. Hvala lepa, živijo. Enako živijo. 01475 2202, dober večer. Dober večer. S kom govorim? Z Matjažem, zdravo. Matjaž, živijo. Glede na vse stran pota mojih predhodnikov, da še enkrat spostaviti osnovno premiso oddaje. Ja. Če lahko, če smem. Ne, seveda z največjim veseljem ponovim, zakaj gre. Razpravljamo o tezi, ki pravi, da je družba past, ki jo upravljamo slabi, ki jo upravljajo, ali pa mogoče tudi upravljamo, tudi prva oseba množine, bi lahko šla skozi skratka slabi interesi. Ok, na to sem se pripravil, zato sem zdaj let kvihtel, da se držimo teme. Se pravi, najprej osnovna premisa. Družba, se pravi, vrtimo se okrog družbe. Kdo je družba? Kdo je družba? Ja, poslušam. Ne, zdaj ti povej, kdo je zate družba. Potem pa si povedal, kdo jaz mislim, da je družba. Ne, kar vi povejte, kdo vi mislite, da je družba. Družba smo mi vsi, ki pač sestavljamo določeno celico ali pa entiteto, ne? Se pravi, slovenska družba, bi človek rekel, da smo vsi, ki živimo v Republiki Sloveniji, ne? Nekako posplošeno. Ja, je slovenska družba, zahodna družba, tako, pač različno velike celice, ki imajo neke skupne lastnosti, ne? Ki pač in v družbi, ne, je tako kot v biologiji, da v temu reči, ker čeprav je sociološki fenomen je zelo blizu biološkemu, ne, celice, čeprav so vsaka samostojna, se pravi vsak posameznik je zase, je hkrati tudi vpliva eden na drugega. Vsak s svojimi dejanji, pa naj bodo pozitivna ali negativna, vsak s svojimi dejanji, sploh s tistimi, ki so vidne navzven, vpliva na vse ostale posameznike v tej skupini. In vsi posamezniki v tej skupini hkrati vplivajo s svojimi dejanji tudi na dejanje tega posameznika. Se pravi, tukaj imava nek začaran krog, ko ti daš in hkrati dobiš. Vpliv. In zdaj, če rečeva, da je družba past, ne, kdo pa je to past naredil? Past je samo to, da hitro vlečejo lahki zgledi, pa neka pavšalna mnenja, ne. Da, kako bi temu rekel, hitri rezultati potegnejo zelo hitre zaključke, ne. Ampak to se je videlo že po vsej zgodovini, ne. Konec koncev tudi, če pogledava družbo, zdaj kot primer. Matjaž, lahko midva malce poenostava to debato, ne? Recimo, jaz sem to tezo povedal, zdaj, da bi se na vsako besedo tukaj obešala in jo izpostavljala neki relativnosti in subjektivnosti, nima smisla. Skratka, veva približno, kaj je avtor s tem mislil, zdaj pa vi rečete, jaz, Matjaž, se s tem ne strinjam, zaradi tega pa zaradi tega, delno se strinjam zaradi tega pa zaradi tega in tako naprej. Hkrati se ne strinjam, po drugi strani pa daje možnost, da je res. Zakaj? Zato, ker glede na to, da vsi vplivamo na vse, to pomeni, da je naš vpliv lahko pozitiven na vse, lahko je pa negativen na vse. Ampak po naši naravi, ne, si izberemo neke, zdajmo temu reči, voditelje v družbi. Pa ne tukaj, pustimo politiko. Politika je samo eno od voditeljskih to. Sej konec koncu
ti veš, kdo je v družbi, pač tisti, ki okay, Matjaž, všeč mi je, kako izvajate. Ok, vi ste zdaj skočili z naše narave takoj na voditelje. Ne? O čemer pravzaprav mogoče nekaj. A lahko bi se, ker je bila zanimiva misel mi je, ta naša narava. Ne? Kaj, kdo ali kaj pa oblikuje našo naravo? Ne? To se mi zdi pomembno vprašanje. V luči te teze. Družba. Mi se oblikujemo družba in družba hkrati oblikuje nas. Odkot pa družba črpa naziranja, vrednote? To je pa zelo zanimiva zadeva. Pri nas bi človek rekel, da jih nekako črpamo iz nekega starokrščanskega ozadja. Se pravi, tukaj bi lahko zadej dal neko vero, verovanja, itak je pač vsaka vera, ki je prišla, vzela nekaj od starih, nekaj od novih, na koncu je prišel en miks ven, se pravi naša neka načela, bi človek rekel, da vsi poznamo Božje zapovedi, vsi se nekako družbeno strinjamo, da je krast ni v redu, da Matjaž, tukaj vas ne razumem. Vi pravite, da vam midva stopiti ven na ulico in poglejva, kaj se dogaja. Na ulice evropskih mest. Ali pa na ulice mest bogatega ali pa zahodnega sveta. Okay. In še enkrat ponoviva tole tezo. To, kar vidiva, je posledica krščanstva. Tudi. Ampak zanimivo je, da ste začeli s tem. Torej se vam mora zdeti krščanski etos pomemben pri oblikovanju sodobne družbe. Pojasnite mi, zakaj. Zato, ker ima neka načela, po katerih se je zahodna družba ravnala in jih je nekako vzela za svoja. In jaz mislim, da je to v zadnjih, 500 letih, recimo, vsaj neka konstanta te... Ok, a mi lahko potem te usporednice nanizate ker to me zanima. Recimo, jaz si nekako domišljam, da je naš svet, kakršnega poznamo, ukrojen po nekih hotenih korporativnega kapitalizma na posledici iz demokracije. Pa mi povejte, kje vidite pa med krščanstvom pa korporativnim kapitalizmom paralele? Razen v marketingu. Rečva, da je najmočnejši pa najbolj kontinuiran je recimo ta nek krščanska podstat. Na tem pa potem gradimo drugo. Vse konc koncev mi smo... Ampak niste mi pojasnili, v čem je krščanska podstat podobna korporativnemu kapitalizmu. Ne zdaj beža drugam, tole me res zanima. Ni podobna. Nisem rekel, da je podobna, lahko pa sodelujeta. Zaradi tega, ker pač mi imamo to podstat, ampak potem kaj pa je na tej podstati? Zdaj ste se zgubili, vi ste rekli, da je to, kar je posledica krščanstva. In zdaj ko pa želim bezati od temo, pa bežite drugam. Ne, jaz hočem sam reči, ne bežim. Pač to je neka podstat, neka osnova, nek temelj, ampak na temelju moš pa ti postaviti hišo, ne? In če pogledamo, da smo imeli mi 40 let nazaj pač v naših koncih en drug politični sistem, zdaj imamo pa pač drugega politični sistem, bi človek rekel, da je pa to tista hiša gor, ki jo pa menjamo, da to je pa tisto, kar obnavljamo in je ta družbeni sistem, za katerega smo pa rekli, da bomo pa zdaj bili, ne? Trenutno smo pač se odločili oziroma so nam prodali, tako reči, nekako smo se kot družba kolektivno zaleteli v neko sliko idilične, demokratične ureditve skupaj z primesmi kapitalizma, ne, za katerega pač mogoče zdaj, saj jaz ugotavljam, da ni tako idiličen. Ne. Malih tako svoje pluse pa minuse in se zna zgoditi, da smo na pragu tega, da bomo prehajali v neko novo družbeno ureditev, ki bo pač recimo temu boljša, nekim novim idealom. Ne. Ampak kako bomo pa prišli? Zdaj avtor teze trdi, da je to past. Mislim, da v past ne greš v prostovoljno, v past se ujameš, ne? Ja, ampak vsaka družbena sprememba se zgodi z razlogom. Zato, ker bi ljudje radi nekaj drugega. Pač nekaj jim v tej družbeni ureditvi manjka, kar vidijo, da bodo lahko dobili v drugi družbeni ureditvi. Ne? In zato jaz mislim, da mi kot družba vedno stremimo k nečemu boljšemu. Ampak hkrati imamo pa problem, da nas zaslepijo hitri rezultati, a ne? Ampak se mi zdi, da avtor te teze, ne, če družba past, ki opravljajo slabe interesi, s tem stavkom namiguje tudi to, da mi
predvsem stremimo tja, kamor slabi interesi želijo, da stremimo. Ne? Vse to ni tako težko pojasniti. Če smo mi dan za dnem obstreljevani z nekim marketingom, je to naš fokus, naše stremljenje. Konec koncev smo mi pripravljeni 10 ur dnevno celo življenje žrtvovati za ta stremljenja, ki jih pravzaprav dobimo vsak dan v obliki raznoterih marketingov, servirana na medijskem krožniku, takšnem ali pa drugačnem, različnih pojavnosti. Ja, ampak jaz to ne bi rekel, da je to pas družbe. To je tisto, to je pas znotraj družbe, ni pa družba sama po sebi taka. Marketing je zgolj eden od simptomov trenutne družbene ureditve, ki pač, dela za določene interese, ki nic ne bom rekel, da so nujno slabi, ampak se poklopijo, da pač da svoj, tako kot družba vpliva en na drugega, tako tudi marketing vpliva na družbo in družba vpliva na marketing. In zdaj, če se ta krog, recimo temu, če pogledamo z distance, ampak to bomo lahko pogledali mi šele za nazaj. Zdaj ne moramo vedeti, da gremo v pravo smer ali ne. Zdaj imamo mnenja, a gremo v pravo smer ali ne. Ampak čez 50 let bomo pa lahko rekli, lej, tam smo pa zamočili, tam bi bilo pa boljše, če bi tako naredili, ne? Ja, ne vem, če bomo lahko. Mislim, upam. Matjaž? Distance je treba vedno gledati, ne? Hkrati pa se je treba zavedati, da vsi vplivajo na vse in če se pohodimo oziroma zahodimo v neko past, je to zato, ker se je v tem trenutku večina s tem strinjala, da je to najboljši, najbrž ni misla iti v to past. Ne? Najbrž ne. Najbrž je to bistvo vsake poštene pasti. Tako. Matjaž, najlepša hvala. Hvala, srečno. Živijo. Nič 1475-202, evo, s kom se poslovim zdaj le. Cirej, ti pred koncem sva, vse ne morem verjeti. Ne, že. Ja, že. Živijo, kdo je z nami? Pozdravljen, neki. Kriptoknap Primož tukaj. Kriptoknap Primož. Pozdravljen. A kriptomontanistika je sploh še legalna veda oziroma se še splača? V smislu rodarjenja ali... Pojma nimam, jaz ne razumem koncepta ne enega, ne drugega. Jaz sem digitalni neandertalec. Ni res, neandertalci so imeli menda večje možgane od homo sapiensa, tako da vzamem nazaj, ne. Pa to je specializem. Mogoče so vrednote res bile takrat bolj čiste. Gospod Kriptoknap, bravo, gospod Kriptoknap, en tak epilog potrebujemo. Vsem bi tako rekel, ne. Se spomnimo enega dokumentarca, ki je bil nekoč pripovedan. Imenoval se je Zeitgeist, oziroma Duh časa, pa tudi ten slovenski avtor je naredil eno knjigo s podobnim naslovom Duh česa. V tistem dokumentarcu v glavnem lepo pokaže, kako ta svet deluje že odkar človeštvo obstaja. In že od nekdaj je bila težnja po temu, da bi čim več ljudi nekdo lahko vodil. Ne. Se pravi, razno orodja so uporabljali že včasih, to so bile vere in tako dalje. In danes, če hočeš dobiti ljudi na svojo stran, jim moraš usiliti vrednote čisto neke nove. Zato imamo razne, bomo rekli, platforme, v katere zapadajo mladi ljudje. Ok, še 30 sekund vam dam, gospod Kriptoknap, ker je prvič po dolgem času bi imel jaz rad zadnja. Ja, dejansko vrednote so šle v maloro, po domače rečeno, in bo ta težnja kar držala, ta teza, no, bo kar držala, da vsi padamo v eno tako past. Ne, zdaj bi se pa še ful pogovarjal. Zakaj se vam zdi, da so šle vrednote v maloro? Jaz se pogledamo okrog. Se vam zdi, da so vrednote tega trenutka bistveno slabše od vrednot, ki jih je posedovala splošna populacija pred drugo ali pa pred prvo svetovno vojno ali pa ob koncu srednjega veka ali pa... Deva eno čisto tako preprosto stvar, ki se zgodi vsak dan, ne? Ja. Recimo nekdo pade po tleh, ne?
pred 50-60 leti je šel človek pomagati tismo človeku, če je vse v redu z njim. Ja. Danes ta prva stvar, kar je obilica smeha, ne? Najprej. Ne? A veš, tako, na ta način. Gospod Kriptoknap, ja, to so bili včasih taki, bom rekel, taki ekscesni trači, ki smo jih pred 20 in več leti poslušali, da so jih ljudje doživljali, ki je tam v čezatlantskem demokratično-kapitalističnem raju. Zdaj se pa žal mogoče res pojavljajo tudi pri nas, mogoče ste pa pravkar posadil, ne, ali pa izkopal, ker ste Knap temo prihodnjega tedna. Ne. Ja. Če res to drži, da so se vrednote spremenili. Totalno. Vsi tako jamramo, nisem pa povsem prepričan, če to drži. Gospod Kriptoknap, najlepša hvala. Mihi, hvala za ponovno vklop v naše življenje. Ja. Malenkost. Živijo. Lep večer vsem poslušalcem in tebi. Ajde, živijo. Spoštovani in cenjeni, evo, to je bil še en toplovod. Dobite ga tudi v obliki podcasta na mnogoterih platformah. Upam, da ne nabijam zdajle. Tam ga lahko tudi ovrednotite in pokomentirate. Kot rečeno, zaenkrat še na Twitterju, pol se pa počas selimo tudi na Discord, kjer oblikujemo še en tak usporedni kanal za eno spoštljivo debato. Najlepša hvala, ker ste bili z nami, z maestrom Cirejem vas s toplino srca pozdravljava in čez 7 dni, torej v torek ne ob 21. Cirej, ne vem, če veš, prihodnji torek smo pa, to je pa posebno in zelo pomembno obvestilo, prihodnji torek pa vsled žoganja, mislim, da je kaj, nogomet ali skratka neka rokomet, nogomet, hokej, tenis je na sporedu takrat, ko je sicer toplovod in bo toplovod ob 19. Tako da prihodnji to Cire ne med ko gledati, nisem jaz skril. Ti tak ne sodeluješ v moji oddaji. Lepo pozdravljeni, prihodnji torek ob 19. Živijo.